Čas in prostor sta usodno obremenjena, a resnica je presežna stvarnost, pristno gibalno, če hočete, in prav zanesljivo ne hipen oprijem misli. Resnica je, kakor je nekoč nekje zapisal Ivan Cankar, tisto, kar šepeče na dnu srca. Na dnu srca. Vse glasnejši šepeti, ki so 3 leta tega vzpodbudili porajanje skritega povelja Drage Potočnjak, nikoli niso potihnili. In ne bodo. Opolnomočeni z dejstvi, neizbrisljivimi sledmi vztrajajo in bodo vztrajali. Toni Marlak je bil časten mož, velik človek. In to je polnost resnice. In to je tisto, kar koncem dni šteje. Z nami so Emilija Marlak, Matevž Krivic in Matej Šulc. Izvolite. Dober dan. Hvala, Tjaša. Pozdravljeni, lepo pozdravljeni na tiskovni konferenci. Zbrali smo se pa glede tega, da pokomentiramo, pojasnimo stališča glede odločitve okrožnega sodišča, ki je pred dnevi zavrnilo zahtevo oškodovanke in zasebne tožilke Emilije Marlak, da se uvede preiskava zoper osumljenega Antona Krkoviča, ki je bil osumljen kaznivega dejanja umora pilota helikopterja JLA in tajnega sodelavca teritorialne obrambe Tonija Marlaka, torej soproga Emilije Marlak, in pa zraven letalskega tehnika, državljana Republike Makedonije, današnje Bojančeta Sebinovskega. Sestrelitev helikopterja je, kot je znano, se je zgodila 27. junija leta 1991. No, iz obrazložitve sodišča je verjetno že laiku povsem jasno, da vendarle sodišče ni opravilo svojega dela in da nastal je vtis, kot da bi hotelo zadevo čim prej končati, da je to bil nekak tujek, zadeva, ki je nekako so jo opredelili kot zastarano, za katero bomo slišali še pozneje, in obrazložitve gospe Emilije Marlak in gospoda pravnega strokovnjaka Matjaža Krivica, nekdanjega ustavnega sodnika. Pa bi kar predlagal, gospa Marlakova, če vi lahko najprej podate svoje mnenje glede odločitve sodišča in pa če na kratko predstavite, bom rekel, vso to trnovo pot, ta historiat, od same sestrelitve in potem 10-letnega iskanja pravice oziroma iskanja pravice za moža, za otroke, da se nekako pridobi status, in pa potem, kot vemo, leta 2014 je šele prva obtožnica bila vložena, ne 92, ne 97, 2014, torej razračunajte 23 let dejansko po tem umoru oziroma sestrelitvi helikopterja, in pa potem zasebna tožba, ki je privedla do take odločitve sodišča, kakršna je. Prosim, gospa Marlakova, če... Hvala, Matej. Pozdravljeni, hvala, Matej. Jaz bi vam na začetku najprej rada povedala, ker res ta pot je bila dolga in da v vseh teh 25 letih mi res ni šlo za drugega kot za resnico o mojem možu in vzroku za njegovo smrt. Kronologija je bila od teh 25 let, o tem sem že kar nekajkrat govorila, pa vendar, če na kratko povzamem. Že, če se spomnim nazaj, že od tistih prvih dni se je o helikopterju, o sestrelitvi, se je veliko govorilo, mediji so me veliko omenjali, samo
ta dogodek, se mi zdi, a ne, ostali so bili nekako zanemarjeni. Omenjali se je pa ta dogodek kot veliko junaško dejanje in pa še danes, a ne, nekateri o tem govorijo nikakor drugače kot o silno pomembnem, psihološko pomembnem dogodku. Jaz sem iz teh javljanj in teh ponavljanj, teh stavkov počasi spoznala, da se pa stvari ne ujemajo, ne? Da se je zanemarilo dejstvo, da je Toni že več kot 1 leto sodeloval v pripravah, sodeloval v dobrobit slovenskih teh struktur, ki so pripravljali osamosvojitev in se potem dogovarjal tudi za prelet brniških gazel. 3 so bile, a ne, in to se je vedelo, 2 do 3 gazel, skupaj so še piloti, ki so bili pri njemu na letališču. Ampak te novice o Toniju so bile pa take, da je ta človek, kot sem ga prej omenila, ki se je srcem pripravljal na to osamosvojitev, pač po svojih močeh, bil naenkrat prikazan kot sovražnik, kot nekdo, ki se ni mogel odločiti, kot nekdo, ki je ogrožal, kot nekdo, ki je vse hudo, bom tako, ker iz leta v leto se je samo še kaj dodalo temu, a ne? Jaz v tisti svoji, a ne, stanju takem, kot sem bila, sem poiskala, sem pojasnila v bistvu odgovore, ker ni mi bilo jasno, zakaj se to dogaja, in napotila sem se k tistim, za katere sem vedela, da je Toni z njimi sodeloval, če kar rečem, k Jelku Kacinu, a ne, saj veste, kakšno vlogo je on imel v osamosvojitveni vojni. No, in prva pojasnila so bila taka, pravzaprav me je on še sem dobila še uradno povabilo, da naj prideva, Igor je šel z menoj k njemu, in takrat je bilo, a ne, mi je pojasnjeval, da pač država Slovenija ni priznana in da o tem dogodku zdaj enem takem čudnem ne gre govoriti, a ne, da bo to potem, ko bo enkrat vse to za nami, da bo on to pojasnil. Potem je tudi bilo, da vojska je še JNA, da je, in da nas JNA in KOS ogroža, mene in otroke. In še neki taki razlogi, ki so se meni takrat, moram reči, sicer zdeli ne vem kako, ampak ker sem verjela na besedo, da bo pač pojasnil. In danes sem res, ko sem se na tole pripravljala, sem še našla papir, ga imam tudi s seboj, sem fotokopirala, ko je njegova tajnica pisala mi, ker je res šlo za to pojasnilo, še parkrat sva govorila in vedno bom pojasnil, se bo pojasnilo o Toniju, zvedelo se bo tako, kot je bilo, kot je Tonijevo, a ne, kako in kaj je s Tonijem. In imam tudi, ko mi je tajnica poslala, vračam vam slike vašega moža, bom lahko dala vam tudi v pogled, in gospod Jelko Kacin, takrat je bil že minister, ker to se, a ne, stvari so se vlekle, bo pojasnil stvar, kako je z vašim možem, ne. Zdaj, tam so me tudi, mislim, da v njegovem tem kabinetu tudi so me uradno opozorili, pa usmerjali, da otroci imajo pravico, tako kot pač vsi otroci po očetu, pravico do pokojnine, poleg tega, da imajo pa, bom kar prebrala, pravice po predpisih o žrtvah vojaške agresije. Da so to 2 stvari, ki naj si, a ne, zberem moč in za otroke uredim, a ne. No, in za te uveljavitev, in to je tista famozna invalidnina, ki se je vsa leta, ne, govori v njej, da sem invalidnino, a ne, urejala. To so te pravice. No, in za ta
za uveljavljanje teh pravic sem pa jaz potrebovala papir. In jaz pa o možu nisem imela nikakršnega papirja. Jaz sem prišla na občino in sem samo lahko povedala, da sem jaz imela moža, pa da ga nimam več in no, da ne bom zapadla v sentimentalnost. V glavnem, papirja ni bilo. Iz leta v leto papirja ni bilo. Vmes so se pa dogajala meni še danes nerazumna neskladja, nasprotja. Papirja ne, ampak marsikaj so mi ponujali, da ne bom spadla kot nek tajkun, ne bom o tem govorila. Marsikaj so mi ponujali. Tonijo so vmes 94. leta postavili, malo sem prehitela, ja, 94. so mu postavili spomenik, ampak ker sem jaz toliko vztrajala in ker brez papirja pač ni šlo, sem 93. leta od gospoda ministra obrambnega dobila tisti dokument, za katerega ne še danes trdi, da je ponarejen in ga imam tudi danes original s seboj z ovojnico vred in vam bom tudi jo pokazala. Na podlagi tega dokumenta, ki mi ga je dal takratni obrambni minister in potem še enega dokumenta, je bil status za Tonija urejen in te pravice za otroke, ta invalidnina urejena. Mi smo bili vmes, ampak vsako leto na datum, na obletnice te smrti so se pa in vmes že prej so se pa, kadar se je kdo dotaknil te sestrelitve helikopterja, smo bili mi deležni, jaz sem bila deležna zasmehovanja, arogance, žalitev, ne znam povedati vsega negativnega, in dobrohotnih nasvetov, naj vse skupaj pustim pri miru in naj v to ne drezam. Smo bili pa redno vabljeni na vsa srečanja v predsedniško palačo, k predsedniku države, predsedniku vlade, k ministrom obrambnim, ampak naj to pa pustim, samo tiho naj bom, a ne naj pustim. Enostavno, kot sem od začetka rekla, ko mi ni bilo jasno, zakaj se to dogaja, mi je počasi so stvari postajale jasne, ker nisem odnehala, sem marsikaj tudi zvedela, marsikak podatek pridobila, marsikak dokument pridobila. Tega se je nabralo tekom let toliko, da smo prišli do tega, da je potem to Draga strnila v knjigo. Jaz sem pričakovala, da ko so bili te dokumenti javno tako objavljeni, sem bila prepričana, da pa do preiskave pa zdaj pa res mora priti. Ker stvari so še vedno niso bile pojasnjene v zvezi s Tonijem. In ker tudi to ni bilo dovolj, čeprav je Matevž rekel, da je to tako zbrano, tako, mislim, očitno, da je kot obtožni predlog. In ko to ni bilo dovolj, meni enostavno ni ostalo drugega, kot da grem, to je bilo edino, da grem še na sodišče. Vse drugo sem naredila, to je bilo zadnje, česar še nisem do takrat naredila. Jaz sem se zavedala, da me čaka marsikaj. Na ovadbo za umor sem nesla na okrožno tožilstvo, tam je bila zavrnjena, vendar pa je v tem sklepu zavrnitve ta okrožna tožilka pa navedla, da bi osumljenemu
da je osumljenemu pa možno očitati temeljno obliko kaznivega dejanja protipravnega pobijanja in povzročanja ran sovražniku, vendar je stvar zastarala, ker Matevž bo to, gospod Krivic bo to mogoče še bolj pojasnil, takrat 20 let od dogodka, a ne, ker je zastarala. Jaz se s tem enostavno, da ena stvar zastara, s tem nisem strinjala, na to sem se pritožila, pot se je nadaljevala na okrožno sodišče, tudi tam, a ne? In bistvo tega sklepa je, da nikjer ni izrecno zanikano, da temeljna oblika kaznivega dejanja ni podana, vendar je pregon zastaral, kvalificirana oblika, za katero pregon pa še ni zastaral, pa po mnenju sodišča ni podana, to bo Matevž povedal, to je tisto zahrbtni, a ne, zahrbtni način. Ker smo pač, a ne, nismo z tega. Zdaj pa jaz vam postavljam veliko vprašanje, pa ne samo vam, ampak tožilstvo, državi, ne ve, komu. Zakaj pa je sploh prišlo do tega, da je ta primer zastaral, če verjetno, jaz ne kot laik, ampak strokovnjaki so pa verjetno opazili elemente kaznivega dejanja, pa so dovolili, da je primer zastaral. Celo spodbujali so vas, da odložite. Da, tako. Zato, ker organi pregona, ne odkrivanja, se pravi ne policija, ne tožilstvo, niso opravili svojega dela, kar bi morali in lahko naredili. Morali in lahko naredili. Prvič so se s primerom, ko se v javnosti pojavlja, da je prvič tožilstvo primer zavrnilo. Primer je zavrnilo, takrat je bil javni tožilec Tomaž Miklavčič, ki je obravnaval sestrelitev in 92. leta zaključil svojo preiskavo z ugotovitvijo, citiram, on je preiskoval, citiram, iz navedenih dokumentov izhaja, da naj bi bil vzrok padca helikopterja v Rožni dolini v Ljubljani dne 27.6.91 sestrelitev. A ker pa ni nikakršnih, za kar pa ni nikakršnih relevantnih podatkov. O tem ni bilo podatkov. To, kar je vedela cela Slovenija, za tožilstvo, za sodišča, za ne vem koga, za državo, ni bilo podatkov. A lahko jaz tukaj vmes? Samo še malo. Na razpolago s podatki, ki bi kazali na kakršnekoli razloge za sum, da je bilo storjeno uradno pregonljivo dejanje in za to zadevo vlagam v arhiv. Se pravi, to je bilo, to je tista prva, ko rečejo, da je prvič tožilstvo zavrnilo. Ko se je on še ukvarjal, ali so kakšni dokazi za sestrelitev, če jaz, a ne, bo še Matevž potem. Leta 1900, ker jaz sem vztrajala, ker sem še danes, a ne, tukaj, 1997. Tožilci so se zamenjali. Državni tožilec je bil Janez Šinkovec. In je iz meni neznanih razlogov, verjetno, ker sem se, čeprav se nisem želela oglašati in sem se zelo, kadar je bilo res zelo nujno, ampak verjetno, da sem se kaj takrat, ker edino tako si razlagam, ampak meni neznanih razlogov odločil, da bo ponovno zadevo raziskal. Zadevo je predal državni tožilki Juliji Uhan z naročilom, to je, berem iz, citiram, naj ponovno preuči, ali dejansko ni prišlo do sestrelitve.
je tudi objavljeno dokument o tem je. Ko je primer preučila, je Šinkovcu sporočila, jo bom tudi citirala. Prejela sem dokument UKS Ljubljana, iz katere je razvidno, da je šlo za sestrelitev vojaškega helikopterja, vendar zaradi vojnih razmer niso ugotavljali, od kje, kdo in s kom ga je sestrelil. Nikogar to ni zanimalo. Ne kdo, ne odkot, ne s kom ga je sestrelil. Ali meniš, ga je spraševala, da bi bilo to umestno ugotavljati sedaj, 97. Šinkovec je pa odgovoril, glede na zbrane podatke menim, ne, da ni umestno ugotavljati, kdo je helikopter sestrelil, temveč je glede na podatke to praktično nemogoče ugotoviti. Si predstavljate? Norca so se Kaj? delali. Tako. So pa razlogi v dnevniku nekoliko nespretno navedeni, saj to je bilo saj kot je bilo ugotovljeno, je helikopter bil sestreljen. A ne? Ker ona dva sta se še ukvarjala, ali je bil helikopter sestreljen. Kdo, kaj, na kakšen način, zakaj, je bilo po njihovem nemogoče ugotoviti, predvsem pa nepomembna stvar. No, in ker kljub, to je ta druga zavrnitev tožilstva. Zato sem to tako navajala, ker vedno se, prvič zavrnjeno takrat, drugič zavrnjeno takrat, da boste vedeli, kdo je zavračal in kako je zavračal. No, in ker tudi knjiga, vse ti dokumenti, slike, video posnetki, pričevanja, tako nemogoče ugotoviti teh par teh dejstev, s katerimi so se pa okrog junaki junačili in slavili in ne vem kaj. Sem pa, s to knjigo sem pa jaz res pričakovala, da se bo pa stvar obrnila. In ker ni bilo odziva, sem na sodišče priložila več kot 60 dokazov, pisnih dokumentov, posnetkov, filmov, da ne bom kaj narobe rekla, ampak 60 dokazov, zraven pa navedla več kot 50-60 prič, jih nisem šla preštevati, ker jih je, ampak tokle zagotovo. Ampak sodišče vsem tem mojim tem dokazom in vsem tem pričam, ki nikoli niso bile, se jim ni bilo zdelo nepotrebno, ne to, ne jih povabiti, preveriti, nič, je vse opustilo in je samo povzemalo obtoženega in mu verjelo na besedo. Meni pa je očitalo, da nisem predložila vseh dokazov in tukaj so mislili na moje navedbe. In tukaj so mislili na dve stvari, ko sem rekla, da edino za dve stvari pa nimamo, vemo, po pričevanjih in to, ampak sploh nismo operirali, če nismo imeli trdnih dokazov, smo to opustili, čeprav smo vedeli, pa smo opustili. In tukaj smo pa navedli in prosili tožilstvo, če pa pridobi ta dokaza, dva dokaza, kdo je Višentvit in drugi posnetke z prisluškovalnih centrov, tako. Ker tožilstvo je točno vedelo, da jaz do teh dokazov mi ne moremo priti.
kot občani, državljani, ne vem, kako se naj imenujem, kot navadni ljudje, ki nimamo teh pooblastil, ki jih imajo policija ali tožilstvo, in bi oni, če bi le želeli, bi to z lahkoto pridobili, če meni očitajo, da ta dva dokaza manjkata. Tako kot okrožna državna tožilka, pa tudi senat v tej danes, ko smo se zbrali zaradi te zadnje zavrnitve, ugotavlja, da temeljna oblika kaznivega dejanja ni podana, da je, Matevž bo to bolj povedal, ampak tudi oni ne zanikajo, da elementov kaznivega dejanja. Je tako? Zdaj ste prav povedali. Aha, napisano. Pol pa se opravičujem tistim, ki sem vam Lejte, jaz sem... V redu, vse se razumem. Ja, ne. Ne vem, ali bi mogoče Matevž kaj pojasnil zdaj tukaj? Bom kar jaz svoje do konca, ker ja. V tem sklepu, ko sem jaz ta sklep dobila, kot laik, sem laik, čeprav se 25 let zdaj meni se z tem ukvarjam, sem videla ta nasprotja v tem sklepu, da tu, če smo vsi laiki, bomo videli, kje ne gre neki skupaj. Recimo, na eni strani očitajo Toniju ogrožanje in letenje nad parlamentom, izvidovanje, preletavanje teh položajev Morisa. Hkrati je pa osumljeni sam na tem zaslišanju izjavil, da so spremljali Tonijev let. Vse tisto, se veste, so v dokumenti in njegova izjava, in so se odločili, da ga bo sestrelil nad štreko, nad progo, kot je pojasnil. In kje je proga in kje je parlament? In ko sem vprašala, kaj pa preletavanje, takrat je bil pa tudi v tej dvorani pred sodnico velik halo, moram povedati. In še, absurdno se mi tudi zdi, res, da brez kakršnih koli poizvedovanj, preverjanj pri strokovnjakih za letenje, pa kjerkoli, karkoli, da trdijo, da ta Tonijev let nikakor, da je Toni samo izpolnjeval ta dan samo povelja svojih nadrejenih. Jaz si pa, a si predstavljate, kako bi pa kdorkoli speljal prebeg, če bi že zjutraj se tem svojim nadrejenim uprl, tudi po moje helikopterja ne bi videl, ne pa v njega se usedel. Poleg tega sta na ta način, da sta ubogala ukaze nadrejenih, Šuštar in Kalan uspela preleteti, jaz rečem prebegnut, ker Šuštar tako reče. Preleteti. Kaj sta ona dva, če berete, da predstavljata helikopter, od nadrejenega sta dobila dovoljenje in tako. In to je edina bila možnost, šansa, da sta uresničila ta dogovor, ki so ga imeli, da se ne bom ponavljala, piloti brniških teh treh, brniških gazel, edinih treh v Sloveniji. Mene zelo me je prizadelo, da tako lahko tožilstvo zlahka jemlje to koordinacijo in to, da ne bom narobe spet povedala, te pristojnosti za izdajo ukazov, ker je Bavčar na posnetku, tudi to kroži, sam izjavlja, da
koordinacija ni imela pristojnosti za izdajanje ukaza o uporabi oboroženih sil, streljanje na helikopterje, ne glede na položaj oznake koordinacija si je pa vzela stvar v svoje roke in je izdala ukaz, da se strelja na helikopterje, ne glede na njihov položaj, kakršnokoli helikopter, se pravi tudi Rdeči križ. A ne, kot je Butara potem rekel, da so zahtevali od njega in se je izkazalo, da je bil eden res Rdeči križ. In da, mislim, to je, še so v tem sklepu protislovja taka, da si v bistvu, ali ne vem, rečem, zgrožen, pa žalosten, da ne bom zašla v čustva. Jaz mislim, pa bom zdaj kar malo zaključila, jaz mislim, da sem kot posameznik naredila vse, kar en posameznik v tej naši državi lahko. Jaz sem bila 25 let zavajana, 25 let sem bila omejevana, zato jaz menim, in še, da ne bom naštevala, zato jaz menim, da nimam v tej državi nobene možnosti po teh sodiščih, da bi na slovenskih sodiščih, poudarjam, na slovenskih sodiščih uspela. Poleg tega pa se je zadnje čase, kar nekaj časa, se je poskušalo tako mene, kot mojo družino, na razne načine ustrahovati. Če me bo kdo vprašal, tudi primere bom povedala, pa kraje o tem ne bi govorila. Sprašujem se, ali se sploh še da kaj pri nas narediti. Mislim, da ne. Zdaj pa me na koncu vprašajte. In tudi sama sem napisala vprašanje, ker sem se tudi sama spraševala, ampak v bistvu ne. Ampak na koncu nekaj rezime narediš kot učiteljca, ne. Ali se je splačalo? Ja, splačalo se je. Tisti prvi stavek bom povedala, ko sem ga vam na začetku, da mi je vsa leta, v teh dolgih 25 let, šlo je za resnico o mojem možu in o vzroku za njegovo smrt. Jaz, ko sem se to šla, jaz sem potem, tekom let, uredila status, uredila te formalnosti, ampak jaz nisem mogla stvar pustiti tako, kot je, ker mi je šlo res za resnico. In mislim, da pa le vsi ljudje pa nismo tako neobčutljivi za laži, za neresnice, za nepravilnosti in zato jaz se čutim moralno zmagovalko. Še vedno sem trdno prepričana, da bi do preiskave moralo priti. Jaz še vedno, ampak mislim, da sem zdaj s temi svojimi vsemi temi dejanji, postopki, tem vsem prišla najbližje resnici, zakaj je moral Toni umreti. Pri tem sem si pa napisala, se je pa pokazal pravi obraz marsikaterega tako slavljenega in opevanega junaka osamosvojitve. S Tomažem sva pa vedno, sina, Tomaž, ki je tudi vojak, je pa večkrat, ta stavek njegov mi zveni v ušesih. Medalja in metek vedno zadeneta napačno. In jaz imam to v glavi. Jaz še nekaj vam povem. Jaz upam, ker ob tem, ko meni je res šlo
Ne, čeprav obtoženi ne verjame, da je šlo meni za moža, ker komu bo pa še šlo eni ženski za moža po 25 letih, pa za resnico, kakšno resnico le, ampak šlo je za to. In ob tem odkrivanju resnice se je ta vztrajnost, pa mislim, da vseeno obrodila sadove, da mogoče se je pa kdo za malo premaknil od tistih vseh odgovornih in da bo država ali pa te odgovorni ali pa ne vem kdo, da bo sposoben enkrat, ne danes, ker niso, ampak mogoče čez določen čas, sposobni pa pripravljeni pogledati mnogim resnicam v oči, ker to ni v primer v zvezi z osamosvojitvijo, pa tudi kasneje, ne, po njej, ker to ni v primer, žal ni osamljen. In če je to kaj pripomoglo k drugim primerom, bo meni tako, kot da sem ne vem kaj. Čeprav jaz samo še to pa moram, ne bom čustvena, ampak to pa moram povedati, ker vedno povem to, da sem pa nase ponosna, pa na svojo družino, da nas ni pa prepojilo maščevanje, da nas ni prepojila nekaj slabega, to je tisto, če te ne ubijete, ukrepi, in žal, nisem si želela, da se na tak način krepimo, ampak smo se ukrepili. Hvala vam lepa. Eno čisto nujno kratko vprašanje. Skratka, vrhovnemu poveljniku oboroženih sil verjetno niste nikoli težili. Ali ste? Milan Kučan, do leta 2002 predsednik države. Potem pa še kasneje ostali predsednik. Jaz ne bom rekla, da Ali nisem... ste ga vprašali, ali je kaj naredil? Vem, da nič, ampak povejte. Jaz ne bom rekla, da sem težila, hodila sem pa od Poncija Pilata, zamenjala sem 5 ali 6 obrambnih ministrov, tudi predsedniku Kučano. Smo se z njim pogovarjali v predsedniški palači, jaz sem bila zelo neprijeten povabljenec. Zato, ker jaz sem vsak sprejem, a veste, jaz se nisem prišla kaj slikati, kot to izpade, žal, jaz še vedno tudi za ostale mislim, da so te svojci, pa zdaj ne bomo to, da ne bomo kam narobe zašli, bolj tam neki statistik, kot pa ne bom, ampak ja, javno in na glas sem v predsedniški palači vprašala, kako zdaj, kdo mi bo povedal, lahko pridem k vam, in tudi večkrat sem bila pri marsikom, saj sem rekla, da in predsednikih vlade, in predsednikih države, in obrambnih ministrih, in notranjih ministrih, in kaj jaz vem, pri komu vse. Pri komu vse ne, v teh 25 letih, da ne bom kaj narobe povedala, ampak na koncu zadnje, kar sem gospodu Kučanu rekla, sem rekla, jaz, veste, sem pa zdaj že se pripravljam in tožim samo ne vem koga, ker sploh ne vem koga naj tožim, ker se vsi umikajo in se delajo, da nič ne vedo. In sem rekla, zdaj ne vem, ali vas, ali državo, ampak ste pa ubogi predsednik, ko imate pa tako, ste predsednik take države. Ta ne deluje ne po božjih, ne po pravnih zakonih. Ne, lejte, po pravnih. Ne po božjih, ne po pravnih. To so bile moje. Jaz mislim, da bi država, lejte, zdaj jaz sem svoje povedala. Hvala lepa. Se bodo vprašanja še sledile. Hvala, Mila. Mislim, da temu dodati res karkoli težko. Je pa tukaj z nami gospod Krivica, pravni strokovnjak, in bi ga izzval z tem vprašanjem. Že gospa Mrlakova je povedala nekaj pravnih zadev, kot da je zadeva pravno končana, pa vendarle, ali lahko gospod Krivic navedete tiste argumente, s katerimi je mogoče spodbijati odločitev Senata okrožnega sodišča s to svojo odločitvijo? Ne, o tem nima iskati zdaj, razmišljati ta trenutek. V to smer je po mojem popolnoma neplodno in zgrešeno. Bom povedal zakaj. Bistvo zgodbe
in sem zelo vesel, da je gospa Mrlakova na tem dala glavni poudarek svojega nastopa, je v dogajanjih prvih 20 let, ali ne vem koliko jih je bilo, 20. od takrat, recimo do takrat, ko je ta knjiga išla. Ne. Tukaj je bistvo zadeve, da v vsem tem času, kot je ona lepo zdaj tudi s citati ponazorila, tisti, ki so bili dolžni stvari narediti, niso tega naredili. Seveda, žal, to ni edini primer, ko se je pri nas kaj takega dogajalo tudi drugim ljudem na drugih, bi rekel, nazorskih straneh in tako dalje, ampak ta primer je seveda eklatanten. Ker vse to, kar se je dogajalo zadnja leta, torej jaz seveda lahko kot človek, bi rekel, in kot pravnik seveda samo, bi rekel, občudovanje izrazim tej, kot sem ga v izidu knjige že za knjigo, vsem tem nadaljnim naporom gospe Mrlakove, da bi resnico pripeljala na dan, ne? Čeprav seveda mi smo vsi tukaj očitno precej naivni, vključno z mano, ki sem takrat ob izidu te knjige nekaj takega napisal, češ zdaj je pa trenutek, da se pa mi soočimo s svojo vestjo in če nekdo tega ne bo pripravljen, je država tista, ki naj mu jo izpraša vest, ne? Skrajno naivno. Ne? Od mene se čutim tudi sokrivga, da sem, bi rekel, kakšne iluzije morda ne hotel vzbujal, ampak kot je na koncu lepo rekla gospa Mrlakova, ko se je sama sebe vprašala, a se je splačalo, ne, je rekla, se je. Ne. Seveda se je, se globoko strinjam, ne, ker smo pač dobili potrditev za nekaj, kar smo prej mogoče samo slutili, ne, da ta država pač, in država, to smo mi vsi, ne, da ni sposobna in ni pripravljena nekaterih stvari razčistiti. Tukaj te, na drugi strani mnogih drugih. Ne. In tle je eno sprenevedanje, ki ga vidimo v teh zadnjih sklepih, torej vse skupaj, ne, torej v podrobnosti tukaj sploh nima smisla zahajati, vse skupaj je za mene kot pravnika eno veliko razočaranje, ne, da naša sodišča očitno, torej ponavljam spet, ne samo v tem primeru, ne, očitno niso pripravljena in sposobna. Koliko gre za pripravljenost, koliko za sposobnost, to je težko vprašanje, niso pripravljena in niso sposobna takih težkih, čustveno, politično, kakorkoli življenjsko težkih primerov pošteno, kot bi sodišča to morala narediti, do konca speljala. Torej, teh, bi rekel, za mene sramotnih, bi rekel, sprenevedanj. Torej, mene je pač sram kot pravnika, da sodišča naša dajo iz rok take izdelke, ponavljam, ne samo tega. Ne. Recimo, bom iz tega samo eno stvar navedel, ki jo bo mogoče bolj za pravnike razumljiva, zakaj me je sram. Ne. Ko pravijo, da v tem zadnjem sklepu, pri tem pa senat opozarja, da okoliščine, da je bil helikopter neoborožen, to priznavajo, da je bil neoborožen, ne, pravijo, da torej ni imel sredstev za obrambo v smislu bistvenega elementa kaznivega dejanja, ne, odvzem življenja neoboroženemu nasprotniku, ne, pravijo, ja, sej, to je res, ampak tega dejstva ni mogoče raztegniti tudi na kvalificirano obliko tega istega kaznivega dejanja. Mislim, to je, tukaj se zame pravo neha, ne? To je čisto navadna sramota, ampak in tako dalje, cel kup drugih stvari tle noter in je škoda izgubljati besede o tem, ne?
ker bistvo je, kot ponavljam, bilo prej. Ne? To so zdaj samo ena izmikanja. Ampak nažalost, recimo, tovrstna, bi rekel, sramotna izmikanja ali pa nesposobnosti, ne, našega sodstva smo v zadnjem času, recimo, bom navedel 4, poleg tega še 3 take izrazite primere za mene. Jaz sem o tem tudi že javno pisal. Ne. Recimo, na eni strani je tisti primer dr. Perevca, ne, ki mu je tudi, no, da ne ponavljam, se veste, zakaj gre. Ne. Na drugi strani pa recimo, na drugi tudi politično, ali ne vem kako, na zorski strani, kako je sodstvo bilo nesposobno, ko se je Janša pojavil kot obtoženec, ne, ali pa še hujši primer za mene, tole, ker zdaj že 24 mesecev ali koliko držijo v priporu dr. Noviča, ne, s popolnoma smešnimi, pravno nevzdržnimi argumenti. Ne. To namenoma navajam te različne primere, da ne bi izpadlo, da so se glih na vas samo spravili. Žal je to ena sistemska slabost našega sodstva, tudi moralna cele družbe in tako dalje in tako dalje. Ne. Skratka, dajmo pozornost ob tem žalostnem, tragičnem primeru, ne, usmeriti na to, kar ste že vi na začetku opozorili, ne, in bistvo te zgodbe je tle noter v tej knjigi, ne, in to je, bi rekel, ta moralna zmaga že od tukaj naprej z vsem temi neuspešnimi vašimi napori naprej, kogar to zanima, ne, pa če bo čez en mesec ali pa čez 10 let ali pa čez 50 let, bo tukaj noter lahko videl sliko te naše družbe, kakšni smo v tem času bili. Žal ponosni na to ne moramo biti. No, če se tukaj vendarle navežem na samega obtoženca. Vi ste večkrat rekli, gospa Mrlakova, da bi se vsaj opravičil. Zdaj, vprašanje je, vi ste bili na soočenju z njemu, ne? Bila je v prisotnosti sodnica, a se vam ste dočakali eno samo, vsaj posredno malo opravičilo od njega in pa samo reagiranje oziroma odziv sodnice takrat, ko je pač on, ko so imeli soočenje z njemu? Jaz sem ta opravičilo pa to takrat pričakovala, ko sem pričakovala tista prva pojasnila, ko mi nič ni bilo jasno in ko nič nisem vedela o temu in takrat bi bilo zame čisto normalno, čisto tako preprosto povem. Sem rekla, pa zakaj ne rečejo, sestrelili smo svojega človeka, prišlo je do napake, v tisti zmedi sem še jaz potem govorila, pa sej bi bilo čudno, da v tistem kaosu sej, narod je stopil na cesto, vsi so, ne vem kdo je, vsi so postali neki vojaki in neki ne vem kaj, pa nismo bili tu, v tej situaciji neki taki, in takrat bi bilo pa res čudno, da ne bi tudi do napak prišlo. In meni bi se zdelo, pa če prav smo mi to napako drago plačali, bi bili jaz in moja družina pa res toliko pa sposobni to sprejeti, to dejstvo, da pač, to se je pač zgodilo in sem rekla, naj rečejo, svojega smo ubili, opravičujemo se za to, otroci imajo štipendijo, vi pa mirno nadaljujte svoje življenje, kakor pač znate in zmorete, ampak pustimo vas pri miru. Ampak, tega nisem dočakala. Po končanem sojenju sem gospoda Krkoviča tudi vprašala, ker jaz sem se z njim, predno sem za njega zvedela, večkrat na raznih takih, sprejemih ali kaj pa jaz vem kaj, Breda pa Tomaž, ko sta mogoče vedela, veteranskih in ne vem kaj, sem rekla, midva sva večkrat za mizo skupaj sedela, se pogovarjala, sem rekla, a nikoli vam ni prišlo, da bi mi rekel, jaz pa sem tisti, pa mi je žal, ampak
Saj veste, kaj sem dočakala, da nas je treba tako prizemljiti, nas, mojo družino, kot helikopter in da bi to še 100-krat naredil in da od države pričakuje slavje na ta dan. To so pa, jaz to, kar človeka pomilujem takega človeka, kaj čem pa drugega reči. To je pa drugo bistvo cele zadeve. To, ko me je Matej sprašal, kako je bilo na sodišču, takega človeka pomilujem, zato bom, Matej, ti odgovorila tako. Žalitve in grožnje in še sama ta tožilka preiskovalna je rekla, da to pa to več ni sodišče, ker to je bilo vedenje. Pomilujem, kaj pa drugega. Matej, ne bom se spuščala v detajle. Jaz sem se vsa leta poskušala biti čim bolj objektivna, pa ne žaljiva, pa ne brezčutna in tudi zdaj bom jaz to Matej tudi tako oprosti, ampak ja. Če bo pa kdaj gospod spet ustrajal, da se spet nekaj izmišljujem, o nekih nebulozah, pa o nekih prostih mojih spisih govoril, takrat pa se veste, da so zapisniki zaslišanj, a ne, in tako. Sam to, Izvolite. mislim, zakaj se je splačalo, ne? Tudi zato, da so nekateri ljudje pokazali svoj pravi obraz, pa mi kot družba tudi. Tako, beseda pomilujem je tukaj res ključna. Zdaj, vi ste bili v težki dilemi, ko ste 25 let pravzaprav se borili za pravico svojega moža. Na eni strani zaščititi svojega moža, na drugi strani zaščititi družino. To je bila izjemno težka zadeva, ne? Vendarle zmogli ste res moralna zmagovalka tukaj in tisto, ko ste rekli, zaključujem z sodišči, to je pač zdaj tista vaša osebna zadeva, kako bo naprej šlo. Zdaj, če imate še karkoli, vi, Mila, za dopolniti, ja, potem pa kar na dan z vprašanji, z mnenji, stališči. Lahko me vprašate, karkoli želite. Jaz nasplošno rada človeku pogledam v oči in me vprašajte, karkoli me želite. Ampak rada bi pa, da ne bom pozabila, bi se pa jaz rada zahvalila medijem. In obenem bi pa tako rekla, ne, posebej ta mladina, ki bo enkrat zajadrala, ne, v te vode, pa ne vem kakšne, da v bistvu je na vas kar velika naloga, da če boste to svoje delo, da jemljete, a ne, z odgovornostjo, je marsikdaj, ni to enostavno, marsikdaj, a ne, se je treba odločiti, marsikdaj verjetno pol, kot mi rečemo, pokasiraš zaradi tega, ampak če ne bi bilo medijev, pa jaz bi pa verjetno ena sama govorila, ne vem, kdo bi me pa poslušal. A ne, da so pa le potem mediji pa prisluhnili, a ne, raziskovali marsikdo, a ne, in Matej in še, a ne, pa knjiga, pa, a ne, da se je pisalo. In jaz bi se res zahvalila, pa obenem jaz bi, tako kot sem rekla, da bo to čemu pripomoglo, da mogoče kdaj, če bo kdo v kakšni situaciji, to je tisto, kar sem jaz vedno rekla, ker sem imela tudi eno tako službo, ne, kot sem jo imela, zelo rada, ampak imela, ko se moraš odločiti, ko veš, da si se odločil za nekaj, ko ti bo težko, ko bo skoraj bi rekel na lastno škodo, ko bo ne vem kaj, ampak ne moreš drugače, kot da se za to odločiš. Res. Ampak hvala, bom rekla, no, medijem, res, ker brez njih pa, a ne. To sem pa res želela povedati.
Ja, prej sem hotela reči, da sem se hotela vmešati, da morda si narobe povedala, Mila, da tožilstvo ni obravnavalo zadeve 3-krat, ampak jo je samo enkrat. Se pravi, da se z njo ni ukvarjalo, to sem hotela reči, ker si mu morda mečkan narobe to. Ja, oni to smatrajo. Ne, oni nasprotna stran o tem govori in jaz mislim, da absolutno tukaj sta dve strani politično, bi rekla, zato ker sem to doživela na svoji koži zelo radikalno in mislim, da je zelo žalostno, da zdaj se ta primer zaključuje na ta način, kot se zaključuje, se pravi zaradi varnosti družine, kar to zelo dobro poznam, to ogrožanje varnosti zelo dobro poznam in sem se s tem srečevala, ko sem pisala to knjigo in in še vedno se s tem srečujem. Odkrila sem v knjigi, kot veste, tisto, kar bi morali, to niso moje besede, ampak pravnikov, tisto, kar bi morali kriminalisti in policisti in tožilci odkriti. In mislim, da je to tudi en žalosten podatek, se pravi, da se je nekdo iz Tonijeve družine moral iti policista, kriminalista in skoraj tožilca. Se pravi, mislim, da pa sodišče ni izkoristilo, da te možnosti, in se pridružujem tukaj temu, kar je rekel Matevž Krivic, gospod Krivic, da ni izkoristilo te priložnosti, ko smo jim dali na pladnju, razen 2 podatkov, ki jih tudi vem, pa jih zaradi zaščite virov nisem objavila v knjigi. Torej, tudi ta podatek, vis Šentvid, ker sem videla dokument, bi jim ga lahko predložili, če bi ljudje, ki so mi pač pokazali te dokumente, stali za tem. Vendarle je ta varnost v državi tako ogrožena, da zato nismo postregli še s tema 2 malenkostima, ki jih sodišče oziroma sodni senat očita tukaj v tem sklepu. To je res. Tudi če bi jih, se ne bi bilo drugače. In tudi če bi jih, torej je celotna zadeva res abotna. In na eni strani sodišče prenaša, da ga pljuvajo, sodniki prenašajo, da jih pljuvajo, da po njih hodijo, da jih zmerjajo, da jim protestirajo pred vrati. Ko imajo stvari jasne, ko jim na krožniku prineseš kot državljan te države, se pravi, da narediš njihovo delo, dobesedno, za katero nisi plačan, oni so, uporabijo vso moč in energijo, da se izognejo svojemu delu, za katero so plačani, za kar so se šolali, in to je nekak rezime teh dogodkov v teh 25 letih. Tako kot Depala vas je zastarala, tako kot država ni hotela se ukvarjati z trgovino z orožjem, na kateri je skoraj doktoriral Matej z Blažem Zgago in je potem še napisal Prevarano Slovenijo in tako naprej. Se pravi, delamo ljudje, ki nismo novinarji preiskovali, delajo delo tožilcev, opravljajo delo tako rekoč sodnikov, seveda ne s pravnimi sredstvi, ampak v nekih moralnih okvirih. To bi bil moj zaključek. Je pa žalostno, da se mora primer zaključiti zaradi varnosti, ker kakor jaz poznam mojo sestro, če bi ležala pod grmom zadnjih 20 let, bi to zadevo dokončala. Torej, še mogoče vojaški vidik, o tem nismo govorili, čeprav nisem vojaški strokovnjak, namreč zadeva je takšna. Večkrat se je tudi tukaj govorilo, da je poveljnik ljubljanskega območja takratnega pokrajinskega štaba, teritorialne obrambe za Ljubljano, ni ukazal streljanja, oziroma je izdal prepoved streljanja, vemo, da je bil helikopter neoborožen, neoborožljiv,
ampak nekdo je vendarle streljal, ne, poveljnik 30. razvojne skupine, in ali je bilo zato, so bile kakršnekoli konsekvence pač dane od poveljnika nekomu, ki ni spoštoval ukaza, ali je bil ta poklican na odgovornost, ne? Noter smo v tem dokaznem gradivu smo seveda dali dovolj dokazov tudi za ta vojaško področje. Se pravi, da povelja dejansko ni bilo, ker ga bi Krkovič moral dobiti od Slaparja, in tam je dokument, kjer Slapar to osebno pove. Potem povelje ves čas v svoji, tudi v sklepu, tam navaja senat, je Krkovič govori o tem psihološki barieri, ki jo je bilo treba prebiti, in pa on v tem sklepu tudi pove, da je vzel stvari v svoje roke. On reče dobesedno, da je on to vodil in da je vzel stvari v svoje roke. Se pravi, on se razkriva na vse mogoče načine in to neprestano. Bi pa rekla še nekaj. Jaz sem, glede na to, da sem to delala in je bilo nevarno, sem se morala zaščititi, da me ne tožijo. In zato sem majčkeno zašla tudi v te vojaške zadeve in lahko rečem, da kot laik lahko rečem, da sodišče bi moralo obvladati bolj mednarodno pravo in pa vojaške zadeve. Linijo poveljevanja oni ne morejo do takih neumnosti, kot jih napišejo, se pravi, da morajo razlikovati med tem, kaj je linija, kaj je operativno poveljevanje in kaj je bojno. Se pravi, vseh teh stvari, ki jih jaz kot laik, se pravi, nek sodnik, nek pravnik bi jih moral obvladati. Če nimamo vojaških sodišč, če smo jih takrat razpustili 25. junija, bi morali dejansko to znanje sodniki na nek način imeti. Ne pa, da ga očitno nimajo in zamenjujejo pojme. Mislim, to je res na takem nivoju, da človek ne more verjeti. Pa zdaj bi še nekaj rekla, da ta, o čemer Mila ni hotela govoriti, jaz sem brala ta prepis tega, prav da sem ga brala 2 dni, zato ker je tako žaljiv bil. Ampak le.